Ob prevzemu dizelske Giulie sem stal točno ob tej, prepričan, da ni tista, ki jo bom odpeljal, ampak ta huda kvadrifolija. Še hecal sem se z gospodom, ki mi je dal ključ, da lahko pa še enkrat vzamem to brutalno izvedenko, ker mi je bila zelo všeč. Mislim, da mi je 3-krat rekel, da sem prišel po točno tole, preden sem dejansko dojel, da ima dizelski motor pod pokrovom. Samo poglejte, kako dobro izgleda, no, kot ovca v ovčji preobleki je. Avtomobil je zunaj res opazen, imam pa nekaj pomislekov tule znotraj, sploh v točno takšni kombinaciji. Razumem, da so s črno barvo želeli poudariti športnost, ampak je te črnine toliko, da se potem linije kar nekako izgubijo. Evo, volan je črn, okrasni elementi so črni, sedeži so črni, v bistvu je skoraj cela armaturna plošča črna, zaslon ima črn rob, merilniki so črni, stikala so črna, prestavna ročica je skoraj cela črna. Veliko je tega. V malo bolj živahnih barvah bi rekel, da je elegantna tudi znotraj, ne glede na črnino pa vam takoj povem, da je tole ena najbolj vozniško uživaških limuzin tega segmenta. Že sam položaj za volanom je odličen, predvsem pa se tako lahkotno pelje, da je prava poezija. Občutek na volanu je krasen, mislim, čista petica. No, štirica, ker ne razumem, zakaj ne moram izključiti sistema ESP. Mi je jasno, da je ta tukaj zaradi varnosti, ampak zakaj mi potem ponudijo super vodljivo limuzino z zadnjim pogonom, če mi niti občasno ne privoščijo malce zabave. Potem lahko naredijo kočijo slabo lego in me niti ne bo mikalo. In sedeže lahko dajo slabše, ne pa takšnih, ki moj hrbet prav lepo objamejo. Ne preveč in ne premalo. V bistvu mi tudi motor ni najbolj všeč, predvsem ker je preglasen. Vse dobro potegne in vse, čeprav bi mu pripisal kakšnih 30 konjičkov manj, popije manj kot 7 litrov, ampak zvok je tisti, ki ubije vsa čustva, ki jih ostali sklopi avtomobila poskušajo obuditi. Vem, poraba se vam zdi pomembna, ampak 2-litrski turbobencinar z 200 konjički bi bil bistveno boljša izbira, če že kupujete avtomobil, ki kar poka od čustev. Prostornost je v tem segmentu itak postranskega pomena, zato povem le, da se v Giulii sedi dovolj dobro, ne pa posebej razkošno. Za prevažanje poslovnežev itak obstajajo boljše alternative, ta avtomobil pa izberite tisti, ki raje sedite tule spredaj, v rokah držite volan in v vožnji uživate, ker to področje obvlada. In pri kakovosti malce zamižite na eno oko, ker zna odpasti kakšen gumb. Tokrat je takoj odpovedalo tole stikalo za zaklepanje, pa kakšen čriček se prikrade v notranjost. Skratka, še vedno Alfa Romeo, kot jo poznamo.